Dober dan, moje ime je Urška Blaznik in danes bi vam povedala nekaj o prehranskih dopolnilih v prehrani otrok in mladostnikov, o koristih in tveganjih takega uživanja. Najprej bi pogledali, kaj so in kaj niso prehranska dopolnila, potem bi pogledali, kakšne so koristi uživanja prehranskih dopolnil in tudi, kaj je dobro vedeti o prehranskih dopolnilih v povezavi z otroki in mladostniki. Prehranska dopolnila so tako široka kategorija izdelkov, da je praktično res težko vedeti, kaj pravzaprav je prehransko dopolnilo in kaj ni prehransko dopolnilo. Če recimo ljudi povprašamo, če uživajo prehranska dopolnila, nekateri niso povsem prepričani, ali so to prehranska dopolnila, ali uživajo morda zdravila brez recepta, ali so to neki drugi izdelki, ki niso ne eno ali drugo. Kljub temu pa v bistvu prehranska dopolnila zelo natančno definira pravilnik o prehranskih dopolnilih v Sloveniji, in sicer pravilnik govori o tem, da so prehranska dopolnila živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. To že samo ime pove, nekaj dopolnjujemo. Prehranska dopolnila so koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi, ki imajo bodisi hranilni, bodisi fiziološki učinek. Hranilni učinek pomeni, da nas pač nahranijo, preskrbijo z določenim hranilom, fiziološki učinek pa pomeni, da vplivajo na določene procese v našem organizmu. Prehranska dopolnila so, da je zmeda še bolj velika, v primerjavi z zdravili. Prehranska dopolnila se v promet dajejo kot živila v obliki kapsul, pastil, tablet, vrečkah s praškom, ampulami, kapalnih stekleničkah. Vse to z namenom, da jih pravzaprav lahko užijemo samo v določeni odmerjeni količinski enoti. Se pravi, da ne moramo te stekleničke kar popiti, da ne moramo tudi kar neke snovi kar na žlico pojesti, zato ker bi lahko zaradi tega, ker gre za koncentrirane vire, lahko pravzaprav hitro prišlo do predoziranja in do v bistvu škodovanja zdravju. Kaj pa prehranska dopolnila niso? Prehranska dopolnila pa niso zdravila. Ne taki so na recept in ne taki so v bistvu brez recepta. Prehranskim dopolnilom in njihovim sestavinam se namreč ne sme pripisovati zdravilnih učinkov oziroma jih predstavljati kot zdravilo. Čeprav, roko na srce, morate priznati, da vsak dan poslušate preko različnih televizijskih kanalov, preko raznih oglasov v časopisih in tudi prek družbenih omrežij, ves čas predstavljanje določenih izdelkov, ki zdravijo in imajo ne vem kakšne preprečevalne in zdravilne učinke na naše telo. Potrošnikom pa prehranska dopolnila ne smejo biti predstavljena na način, da bi od njih sploh pričakovali učinke izboljšanja ali preprečevanja bolezni in bolezenskih stanj. Če so na izdelku ali spremljajočih predstavitvah omenjeni izrazi, kot da nekaj zdravi, da nekaj celi, obnavlja, preprečuje, zaustavlja degeneracijo naših sklepov, ščiti pred boleznimi, kar ščiti pred rakom, na primer, pomaga nadzorovati simptome, da na primer kar blaži simptome, sladkorne bolezni. Ali pa da se, v nekih, kakšnih deželah že, tisočletja tradicionalno uporablja za zdravljenje nečesa, da blaži to in ono in podobno, potem se izdelek praviloma mora opredeliti kot zdravilo, ne kot prehransko dopolnilo. In tamle desno vam v bistvu kažem izdelek, ki se zelo pogosto trži kot prehransko dopolnilo. Že sama slika na izdelku, pa vidite, da gre za neke vnetne procese, za neke bolečine v naših sklepih in da bi ta izdelek morda lahko preprečeval ali pa zaustavljal napredovanje te bolezni ali pa celo v bistvu zdravil poškodovano koleno. Skratka, to gre za v bistvu nedovoljene prakse in tudi mi, potrošniki, moramo biti toliko osveščeni, da moramo vedeti, da od prehranskega dopolnila takih učinkov ne moremo pričakovati. Prehranska dopolnila pa tudi niso živila za posebne zdravstvene namene. Pred časom je en proizvajalec, in tamle tudi desno predstavljam ta izdelek, v nekem izdelku, ki ga je predstavljal kot živilo za posebne zdravstvene namene, napisal, da to pomaga, prehransko podpira pri bolečinah v hrbtu. To seveda ni
živilo za posebne zdravstvene namene, zato ker to gre za ozko skupino živil, ki je namenjena samo za prehranjevanje oziroma prehransko obravnavo nekih bolnikov, ki imajo omejeno, oslabljeno ali moteno zmožnost uživanja običajnih živil, a ne. Če te boli hrbet, nimaš ne omejene, ne oslabljene, ne motene zmožnosti uživanja običajnih živil. So pa živila za posebne zdravstvene namene. Najbrž ste vsi že videli recimo kakšne starejše zdaj, ki so v bolnicah, a ne, dobivajo neke dodatke beljakovin v obliki napitkov, zaradi tega, ker zaradi svoje zdravstvenega stanja ali pa starosti ali pa določene bolezni pač imajo prenizek vnos beljakovin, ki je za njihovo, v bistvu za njihov potek bolezni pa zelo potreben, a ne. To so živila za posebne zdravstvene namene. Zato je zelo neetično v bistvu tržiti tudi neko zdravilo, ga prodajati, a ne, in govoriti, da gre za živilo za posebne zdravstvene namene. Kdaj pa bi bilo uživanje prehranskih dopolnil lahko koristno? Kdaj bomo tako tehtali in bomo rekli, a rajši nekaj pojem, bolj ali vzamem eno tableto? Uživanje prehranskih dopolnil je lahko koristno seveda vedno takrat, kadar gre za uravnavanje nekega zmernega pomanjkanja hranil, ne da smo zdaj že čisto na meji, a ne. Na primer, da smo totalno brez železa ali pa da imamo zelo, zelo slabo preskrbo z vitaminom D ali pa kaj podobnega. Se pravi, gre za uravnavanje zmernega pomanjkanja hranil, kot sta na primer vitamin D za ogrožene skupine, a ne, v na primer jesensko-zimskem času, in pa folna kislina za ženske v rodni dobi, a ne, to veste, da smo pač prebivalke Slovenije s folno kislino nekam slabše preskrbljene in je, ker je zadosten vnos folne kisline izrednega pomena za zapiranje spinalne cevi, a ne, pri našem plodu, a ne, je v bistvu dobra preskrba žensk v celi rodni dobi pomembna in zato v bistvu nosečnica zelo hitro dobi neka navodila, a ne, naj uživa folno kislino, tudi lahko v obliki prehranskih dopolnil. Potem na primer v primeru dopolnjevanja prehrane, v primeru izključevanja določenih skupin živil, na primer vegetarijanci in vegani, a ne, praviloma uživajo vitamin B12 v obliki prehranskih dopolnil in to bi lahko bilo pomembno tudi pri otrocih in mladostnikih, sploh pri tistih, ki so alergiki, a ne, in izključujejo kar recimo eno široko paleto živil, a ne, vendar vedno tukaj svetujemo posvet s pediatrom, a ne, da presodi, ali je to potrebno, pomembno, ker v bistvu izključevanje določenih kategorij živil iz prehrane ima vedno lahko za posledico kakšne neravnovesja, a ne, v preskrbi s hranili. Ne glede na to, da je seveda to se sliši zelo logično, a ne, nečesa mi manjka in jaz vzamem pač ene 3 kapsule in to je to in na ta način v bistvu dobim vse, kar potrebujem, pa v bistvu dokazov o učinkovitosti, a ne, nadomeščanja, če potem ti vitamini in minerali, ki jih na tak način nadomeščamo, če so dejansko učinkoviti, če dejansko v bistvu preprečujejo to, kar preprečujejo vitamini in minerali iz običajne hrane, a ne, teh v bistvu dokazov ni, sploh pri otrocih in mladostnikih. A ne, tako da morda to tudi ni, čeprav se sliši kot zelo enostavna rešitev, to morda tudi ni najbolj enostavna rešitev. In seveda je prisotnost na primer vitamina C v običajni hrani koristna za normalno delovanje imunskega sistema, to vsi vemo. Dokazov, da je pa vitamin C, ki ga zaužijemo v obliki prehranskega dopolnila, deluje na enak način, pa ni. Zato v bistvu izkoriščanje teh zdravstvenih trditev, ki so bile razvite za vitamine in minerale in ki so tudi določene z zakonodajo in ki jih proizvajalci prehranskih dopolnil zelo lepo pišejo na škatlice svojih izdelkov. V bistvu gre za neke vrste izkoriščanje tega, ker v bistvu gre za ugotovitve, ki temeljijo na uživanju hrane z bogatimi viri teh vitaminov in mineralov in ne na podlagi prehranskih dopolnil. Za nakup prehranskega dopolnila in uporabo prehranskega dopolnila moramo biti kar osveščen potrošnik, a ne, moramo znati tudi prebrati označbe na embalaži in prehranska dopolnila pač morajo imeti navedene vse sestavine, a ne, in vsa hranila, ki jih vsebujejo, v tem primeru vidite, da gre, to je en tak primer prehranskega dopolnila, ki vsebuje številne vitamine, potem minerale, potem vsebuje tudi nenasičene maščobne kisline dolgoverižne.
Skratka, lepo našteje pač vse hranila, ki jih pač vsebuje. V naslednjem stolpcu vidite, kakšna je vsebnost teh hranil v eni kapsuli. Večina njih je prisotna v miligramskih količinah, nekaj vitaminov in mineralov tudi v mikrogramskih količinah. In potem v desnem stolpcu, skrajno desnem stolpcu vidite, kakšen delež priporočenega dnevnega odmerka predstavlja ta količina, ne. Če zaužijemo, tukaj sem dala primer železo, ne, to prehransko dopolnilo vsebuje 10 miligramov železa v eni kapsuli in to predstavlja oziroma zadošča za pokritje približno 70% potreb po železu za odraslo osebo, ne. Ta navedba na embalaži živila je v bistvu vse na odraslo osebo. Vidite, da so določeni vitamini prisotni tukaj v odmerkih, ki presegajo priporočen dnevni vnos, a ne, in mi v bistvu taka prehranska dopolnila ne priporočamo, da se jih uživa na daljši rok, ker v bistvu ne poznamo in kakšni so morebitni škodljivi učinki, vsekakor pa to ni koristno za zdravje, da v bistvu pretiravaš z vnosom določenih hranil na daljši rok, sploh pa ne tistih, ki so maščobotopni, ker pomeni, da se tudi v organizmu na neki način nalagajo. Kar je še pomembno, je to, a ne, da so tudi proizvajalci prehranskih dopolnil ta priporočeni dnevni odmerek vzeli kot neko vodilo za to, kakšen izdelek naj oni pripravijo, čeprav gre tukaj za vnos iz vseh virov, a ne. Mi že sicer, ne vem, železo dobimo tudi z mesom, z mesnimi izdelki, a ne, tudi z nekaterimi vrstami zelenjave, skratka, ne gre za to, da mi jemo vsak dan samo kapsule, a ne, jemo tudi običajno hrano. Nekaj podatkov glede uživanja prehranskih dopolnil pri otrocih in mladostnikih imamo, in sicer so ti podatki zbrani v tej knjižici, ki jo tamle navajam, Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije, v študiji, ki sem jo že večkrat omenila. In po podatkih te prehranske študije vsak tretji mladostnik v Sloveniji uživa prehranska dopolnila, kar je v bistvu kar pogosto, nekatere študije navajajo tudi več, recimo v študentski populaciji je raziskovalka z Biotehniške fakultete pokazala, da je v bistvu to več prisotno skoraj v 60%. Imamo pa v tej dobi, a ne, otroštva eno posebnost in to je vitamin D. Vsi veste, da pač v starosti enega meseca približno, a ne, pediater vam napiše recept za vitamin D ali pa kombinacijo vitaminov A in D in ti izdelki so na voljo kot zdravila na recept. Se pravi, gre za dodajanje vitamina D, ki je izredno pomemben za to, da se lepo razvijajo kosti. Seveda sam vitamin D ne zadošča, a ne, mora biti tudi prisoten zadosten vnos kalcija, ki ga pač otroci dobijo praviloma z mlekom in mlečnimi izdelki. In zdravniki pediatri tudi presodijo, ali je potrebno uživanje vitamina D, se pravi dodajanje vitamina D tudi kasneje, a ne, že v šolskem obdobju ali pa po potrebi tudi v obdobju mladostništva. Zaenkrat so pač navodila taka, prav posebej ne priporočamo tej starostni skupini, da sama posega po vitaminu D. Je pa ta v bistvu to uživanje, a ne, vitamina D na receptu kar prisotno. Mi smo videli, da v bistvu 90% dojenčkov, še več kot 90% dojenčkov dobi vitamin D na tak način, nekoliko manj potem teče to pri malčkih. Slaba tretjina dojenčkov in malčkov pa uživa tudi prehranska dopolnila, se pravi, poleg tega vitamina D uživajo še druge snovi in to so bili najbolj pogosto poročani, so bili probiotiki. Glede probiotikov morda še povemo, da so bili zelo popularni, a ne, pred časom, no, in so še, ker naj bi pač pomagali pri vzpostavljanju mikrobiote in bi pomagali pri zmanjševanju kolik, a ne, pri dojenčkih. Vendar je treba tudi hkrati povedati to, da kakšne študije, da bi to pomenilo kakšne posebne koristi, ali pa da bi bilo potrebno to uživati dalj časa, ni. Tako da vemo, da zdaj recimo po uživanju kakšnih antibiotikov se priporoča neka taka, bomo rekli, kura s probiotiki, ampak da bi pa to uživali
dalj časa ali pa kar v preventivne namene, zato pa pravzaprav nimamo nobenih oprijemljivih ne dokazov in ne v bistvu kakšnih študij, ki bi dokazovali, da je to treba ali nujno, ker mikrobioto pač naredimo brez težav, tudi s pomočjo, ne vem, fermentiranih mlečnih izdelkov in drugih fermentiranih zelenjavnih izdelkov. Kaj vse je dobro vedeti, a ne, kadar otroci uživajo prehranska dopolnila ali pa želijo uživati prehranska dopolnila. Dejstvo je, da večina sestavin prehranskih dopolnil, razen nekaterih vitaminov in mineralov, ne vseh, glede varnosti sploh ni bila preskušena pri otrocih in mladostnikih. Se pravi, ne vemo, ali to deluje tako, kot deluje pri odraslih ali ne. Ker so presnovni mehanizmi otrok in mladostnikov še v razvoju, a ne, se lahko morebitni škodljivi učinki precej razlikujejo od tistih, ki jih ugotavljamo na odrasli populaciji, oziroma pač na odrasli populaciji ne vidimo vsega, kar se lahko dogaja pri otrocih in mladostnikih. Zelo pogosto, a ne, vidimo, da proizvajalci prehranskih dopolnil nekako oglašujejo svoje izdelke, kot da gre za neki naravni vir in da je zato še posebej primeren za otroke, a ne. To je v bistvu ena velika zmota. To, da nekaj prihaja iz naravnega vira, seveda še ne pomeni, da gre za varen vir. To ne pomeni, da so kar a priori varne, a ne. In to še posebej velja za izvlečke zdravilnih rastlin, a ne. Zdravilne rastline se ne imenujejo brez potrebe zdravilne, a ne, se pravi, vsebujejo snovi, ki imajo na naš organizem neki učinek, morda ne samo fiziološki, ne samo, da sodelujejo pri kakšnih procesih v organizmih, ampak jih mogoče celo spreminjajo, kar pomeni, da v bistvu bi lahko, sploh če gre za neke koncentrirane vire, se tudi te aktivne učinkovine skoncentrirajo in v bistvu gremo lahko v popolnoma drugačno in napačno smer, kot smo želeli. Ker so prehranska dopolnila živila, potem zanje seveda velja živilska zakonodaja. To pomeni, da je njihov pristop na trg nekoliko drugačen kot v primeru zdravil. Zdravila kljub vsemu so še posebno odobrena, ne, s strani pristojnih nacionalnih organov, medtem ko prehranska dopolnila niso. To veste tudi sami, zato ker lahko pravzaprav kupite katerokoli prehransko dopolnilo ali katerikoli izdelek iz kateregakoli konca sveta in zato ne potrebujete kakšnih posebnih odobritev. Kakovost prehranskih dopolnil na trgu pa je preverjeno zelo različna, ne. Nekatera so v bistvu na meji še sprejemljivosti, nekatera so pa zelo kvalitetna. Nekatera od njih lahko vsebujejo bistveno več ali pa bistveno manj sestavin, kot jih navajajo na označbi, in nekatere pač vsebujejo tudi določene sestavine, ki jih sploh ne navajajo na označbi. Prehranska dopolnila, sploh ta iz naravnih virov, lahko vsebujejo onesnaževala, a ne, ker prihajajo pač iz narave, v naravi so ti elementi in vse te stvari pač prisotne, in ko nekaj skoncentriraš, ko narediš koncentrat, se skoncentrirajo tudi onesnaževala. Zato je to treba nadzorovati, a ne, in je treba vedeti, kaj se dela. In lahko so prisotna onesnaževala, kot so strupeni elementi, razne kemikalije iz okolja, ostanki topil, skratka, stvari niso tako zelo enostavne in tako zelo nedolžne. Posebna skupina so prehranska dopolnila in izdelki, ki so namenjeni športnikom, a ne, to so zelo pomembna tarčna skupina in ti lahko vsebujejo seveda zato, da so učinkoviti, a ne, da res rečeš, to pa res deluje, lahko vsebujejo primesi zdravil ali nedovoljenih substanc, na primer steroidov. In to ima potem lahko zelo resne posledice za zdravje, a ne, za zdravje jeter, ledvic in pa tudi drugih zdravstvenih stanj, vem, težav s srcem, ščitnico in podobno. Kar nekaj športnikov, veste, je že pred časom povedalo, a ne, da so pač nekaj uživali in so potem imeli resne težave in to v bistvu se ves čas dogaja, ampak ti naši športniki mladi se zelo pogosto srečajo v svojih vadbenih programih s temi izdelki, kot da pač brez njih ne gre in jih nujno morajo pač uživati. Večina prehranskih dopolnil, po katerih pa bolj posegajo dekleta, ne, in so po sestavi namenjenih obvladovanju telesne teže, pa vsebuje kofein, a ne. Kofein pač je prisoten tudi v kavi, je psihoaktivna substanca, vendar seveda tukaj spet v neki koncentrirani obliki. Prisoten je kofein bodisi v sintetični obliki, a ne, in je tudi kot tak kofein naveden v seznamu sestavin, lahko pa je v seznamu sestavin navedena guarana. Guarana je pa v bistvu rastlina, a ne, iz Južne Amerike, ki vsebuje visoke koncentracije kofeina. In zdaj, če v bistvu uporabnik tega ne ve, a ne, lahko zaužije pač
kar visoke odmerke kofeina in to lahko vpliva na delovanje njegove srčne mišice. Podobna snov kofeinu je tein, prisoten v ekstraktih zelenega čaja, ki pa vsebuje tudi katehine, to so pa snovi, ki resno škodujejo delovanju jeter in so tudi na evropski ravni bili presojeni in v bistvu smo dobili informacijo, da ni čisto jasno, bojo ti izdelki sploh lahko še na trgu ali ne, prav zaradi teh svojih škodljivih posledic na zdravje jeter. Čeprav se to v bistvu pri populaciji otrok in mladostnikov manj zazna, ampak imamo tudi pač posameznike, ki uživajo redno zdravila in prehranska dopolnila seveda lahko vplivajo na delovanje zdravil, ker seveda tekmujejo za iste receptorje v organizmu, tudi presnavljajo se podobno in na ta način zmanjšujejo ali pa povečujejo njihovo delovanje in pa hkrati tudi stranske učinke, Morda se kakšni stranski učinki zdravil niti ne bi pojavili, če ne bi zraven uživali prehranskih dopolnil in obratno. In kar nekaj težav imajo zdravniki, ki v bistvu jim bolniki poročajo o določenih stranskih učinkih, vendar ne vedo, ali je to posledica uživanja zdravila samega ali je pa še nekaj drugega, ker bolniki običajno zelo težko poročajo, da kaj uživajo še poleg zdravil. Potem nenazadnje je treba omeniti tudi to, da so te kapsule, tablete, stekleničke prehranskih dopolnil so privlačnih oblik, barv in tudi ni nobene zahteve po tem, kot je to pri zdravilih, da bi bili ti lončki tako zaščiteni, da jih otroci ne morejo odviti. In so lahko zanimivi za majhne otroke in če majhen otrok to poje, ker gre za koncentrirane vire hranil, bi lahko pravzaprav prišlo do kakšnega predoziranja, tudi kakšnih nevarnih stanj, če jih otrok poje. Zdaj, ko bo prišel jesenski čas, bojo starši zelo pogosto se tudi na nas obračajo in sprašujejo, kaj naj mu dam, da bo bolj odporen, da se bomo rešili teh prehladov jesenskih, da ne bomo vsak teden doma in tako naprej. In mi v bistvu skupaj s pediatri in skupaj z lekarnarji odgovarjamo, da je seveda delovanje imunskega sistema zelo kompleksno, da je odvisno od genetskih dejavnikov, od okolja in pa življenjskega sloga, cele družine in pa seveda tudi tega posameznika, ki je v tej družini. Imunski sistem otrok je drugačen od imunskega sistema odraslih in pač mora iti skozi vse te faze in mora pač določene bolezni preboleti in pač to je del otroštva, tako je. In splošna priporočila za krepitev imunskega sistema, ki veljajo tako za odrasle kot tudi za otroke, je veliko gibanja na svežem zraku, zdrava uravnotežena prehrana in pa zadosti spanja. In zdaj, če tudi sami pogledate na to, lahko rečete, da ni nobene sestavine prehranskih dopolnil, ki bi to nadomestila, Ni neke čudežne formule, ki bi nadomestila gibanje, prehrano in pa zadosti spanja, Vse to troje skupaj pa v bistvu najbolj kombinirano deluje na krepitev imunskega sistema. Se pravi, tudi če boste vi ne vem kakšno prehransko dopolnilo mu nudili, zaradi tega pač mu ne boste tako spremenili imunskega sistema, da morda ne bi zbolel. Potem zelo pogosto tudi rečejo, naš otrok je tako izbirčen, ne ješče, on nič ne je in mi mislimo, da on nekaj nujno rabi, Res morda, pride kakšno obdobje, ko se nam zdi, da če bi mu dali neko multivitaminsko tableto, primerno otrokom, da bi, že zaradi boljšega občutka popravili njegov prehranski status, ampak prehranska dopolnila ne morejo biti dolgoročna rešitev take hranilne podhranjenosti otrok, če ta sploh obstaja. Ker ta izbirčnost in neješčnost je običajno zelo subjektivna ocena starša, zato v tem primeru vedno svetujemo posvet s pediatrom, ki bo lahko tudi morda na podlagi kakšnih analiz krvi ali pa sploh pregleda stanja otroka ocenil, ali gre za otroka, ki je podhranjen ali ne. Če se samo ustavimo še tukaj na podhranjenosti, potem moramo omeniti paradoks uživanja prehranskih dopolnil, ker opažamo namreč in to v bistvu v vseh državah in Evropske unije in Združenih držav Amerike, da
praviloma prehranska dopolnila uživajo tisti, ki že sicer bolj skrbijo za prehrano, imajo bolj uravnoteženo in imajo bolj v bistvu pestro prehrano in si lahko več privoščijo in s prehranskimi dopolnili, kot bi rekla, še nadgrajujejo, to svoje super stanje. Medtem ko imamo na drugi strani ljudi, ki seveda zaradi socialno-ekonomskih razlogov imajo slabo prehrano, so slabo prehranjeni in jim morda res primanjkuje hranil in bi potrebovali prehranska dopolnila, pa si jih seveda ne morejo privoščiti, ker so predraga. Skratka, prehranska dopolnila pač res niso rešitev hranilne podhranjenosti otrok. Potem so pogosta vprašanja glede uživanja prehranskih dopolnil pri otroku športniku, In pred kratkim je v okviru programa Dober tek Slovenije izšla tudi ena taka luštna publikacija Podprite svojega otroka športnika. Jaz vam predlagam, da si jo pogledate in je tudi sem dala tale link, kje si jo lahko prosto prenesete. In ob posvetu, ki je bil ob izidu te publikacije, je bilo zelo lepo predstavljeno, kako starši otrok, ki v bistvu, osnovnošolskih otrok, ki imajo neke treninge, par urne, popoldanske, skoraj zahtevajo, od zdravnikov ali pa od trenerjev neki nasvet glede uživanja prehranskih dopolnil. Ampak nekajurna telesna dejavnost v dnevu, je za otroka povsem normalna, to ni nič posebnega, zato ne potrebuje nobenih prehranskih dopolnil. To ni vrhunski šport, to ni neka taka poraba energije, ki bi potrebovala še kakšen dodaten vnos, česarkoli. In tudi v tej publikaciji je doktor Makucova pripravila poglavje Prehranska dopolnila naj mladi športnik uporabljale izjemoma in to je bilo v bistvu tudi stališče pač vseh prisotnih, da je uporaba prehranskih dopolnil v trenažnem in tekmovalnem procesu pri mladostnikih nepotrebna, hkrati pa tudi tvegana, ker kolikor ta naš mladi športnik preide, z različnih faz potem v neki bolj vrhunski šport, potem je podvržen dopinškemu testu in prehranska dopolnila so dostikrat razlog pozitivnega dopinškega testa, kar pomeni črn madež, v karieri mladega športnika. Po drugi strani pa tudi vidimo, da recimo napredovanje, otrok iz te osnovnošolskega nivoja, potem na mladinski nivo in naprej, v bistvu, če bi začeli že v osnovni šoli uživati prehranska dopolnila, kot recimo proizvajalci prehranskih dopolnil nekako starše targetirajo in to zahtevajo, potem bi tisti, ki preidejo na višji nivo v športnem smislu, zahtevali tudi nekaj več, da zdaj pa še treba nekaj več uživati, zdaj pa že tisto ni več zadosti in je treba nekaj več, In potem imamo kar naenkrat športnike rekreativce, ki si v bistvu z uživanjem raznih pripravkov pravzaprav zelo škodujejo, Osnovni namen prehranskih dopolnil, če še enkrat ponovimo, je dopolnjevati običajno prehrano, kadar je to potrebno, niso pa to nadomestek prehrani in to še posebej velja za športnike. Doktor Makucova je v bistvu nanizala tudi nekaj znakov prepoznavanja uporabe prepovedanih snovi, ker zelo hitro se bodisi trenerji, bodisi športniki sami srečajo nekako s temi prodajalci, zelo agresivnimi prodajalci prehranskih dopolnil za športnike, ki pa lahko, tako kot sem že rekla, vsebujejo določene snovi, ki seveda niso navedene na embalaži med sestavinami, ampak se potem v bistvu šele čez čas izkaže, preko vseh teh znakov, da očitno nekaj v tem izdelku je, In za anabolne steroide, imamo v bistvu kar tak širok spekter nekih kliničnih znakov, ravno tako za kanabinoide, opiate, poživila, si jih lahko pogledate, skratka, žalostno je, da bi v bistvu pri otroku športniku zaznali take posledice, uživanja prehranskih dopolnil, ki pa so praktično res nepotrebna, Kar se tiče nakupa prehranskih dopolnil, bomo rekli, da je še posebna previdnost potrebna pri nakupu preko spleta, čeprav verjetno ta nakup prehranskih dopolnil na tak način prevladuje. Vendar, veste, splet je zelo
nevaren, a ne, v tem smislu, da je spletno mesto morda povsem nesledljivo, a ne, se tam nihče ne odziva, vi nekaj naročite, resno zbolite, potem nimate pa v bistvu nikogar, s komur bi se posvetovali ali pa kontaktirali ali pa v bistvu tudi naslovili svojo reklamacijo, a ne. Zato je treba preveriti, če je spletno mesto sledljivo, če ima fizični, elektronski naslov, morda delujočo telefonsko številko, in to je res treba preveriti, a ne, če kdo se tam odzadaj resnično skriva, a ne, a je to samo neki odzivnik, a ne, s katerim si pač nič ne morete pomagati, a ne. Ker ta odgovornost, a ne, prodaje prehranskih dopolnil in posledic uživanja prehranskih dopolnil, to v bistvu še ni čisto prepoznano s strani potrošnikov, da se je treba včasih tudi pritožiti, a ne, če imaš kakšen neželeni učinek. In to smo prepoznali tudi mi, a ne, da ta težava obstaja, in smo se pridružili neki shemi, ki se ji reče nutrivigilanca, s katero spremljamo neželene učinke pri uživanju prehranskih dopolnil. Več podatkov o tem najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam imamo tudi anketni vprašalnik, ki ga lahko izpolnite, in pa izpolnite lahko tudi poročilo o neželenem dogodku, če ste ga morda zaznali. Mi vse te poročila spremljamo, jih obdelujemo in potem, če vidimo, da je treba posebej opozarjati, tudi posebej opozarjamo ali pa v bistvu obvestimo tudi pristojne organe. Morda, če boste poročali vi, a ne, pa boste rešili nekoga drugega pred podobnimi neželenimi učinki. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost, morebitna vprašanja lahko naslovite na organizatorja tega izobraževanja ali pa tudi neposredno na moj spletni naslov naveden tukaj. Tako da najlepša hvala in pa nasvidenje.